Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme v novem studiu z novo energijo in s polnim žarom naprej. Sva dobila v vseh teh 120 ogledov, sva to gnarja dobila, sva v bistvu nov studio. Kva pa to? Kako se splača? Ja, res, to je pa bomba, ne? Povej, v čem bo oddaja, da ne bova dolgovezila? Ja, veš, sedele se je en princ v ženo. Ja, vem. Harry. Ja. Ne bom sicer o njem, ampak bom v bistvu eno zadevo, ki bo v bližnji prihodnosti se zgodila. Pač kraljica bo enkrat umrla. Ja. In obstaja cela vrsta postopkov, kaj se bo zgodil, ko bo ona umrla. Okay. Tako da, ja, ko umre kraljica Elizabeta II. Ja, kaj se zgodi? Protokol, ne, je v bistvu že... Jaz vem eno stvar. Kaj bo? Pa ki si mi jo, po mojem, si mi jo ti povedal. Ja? Da ne bo več God save the... Ja, pridemo do tega. Aha, ok. Zdaj, ta protokol je v bistvu že zapisan in radio pa televizije že v bistvu trenirajo ob tem dogodku, kako bojo reagirali pa tako naprej, ker že to je že nekaj desetletij, imam, da je že napisan ta protokol. Zdaj, naprimer, ker je v dne oče umrl, britanski kralj, Jurij VI, ne? Kjerga leta? 1953. Ujeben. Mislim, da le. Ja, no sej. So v bistvu tem visokim funkcionarjem so šifrirano sporočilo poslali Hyde Park Corner. To je pomenilo, da je kralj umrl in da se morajo zdaj neke zadeve zgoditi. Ne. Tudi za kraljico v bistvu je že neka šifra, menda, in ta se imenuje London Bridge is down. Aha. Se pravi, ko bo to recimo iz kraljičinega urada obvestil predsednico vlade ali pa predsednika, bojo vedeli, zdaj pa zares. Ja. Se pravi, obvesti predsednica vlade bo obveščena, ta bo obvestila vse voditelje še teh držav Commonwealtha, kjer je kraljica glavna, ne, Kanada, Avstralija in tako naprej. Pol se bo v bistvu nekako izredna seja parlamenta, bo tam, ne vem sicer, kva se je zmanila, ampak kaj se bo, največji bombo, ki pa pošlo to v medije, ki bo medijo izvedel, da je kraljica res umrla. Sicer BBC, ki je uraden oziroma ta glaven v Angliji, televizijska hiša, ne bi ta prvi bil, ko v to zvedel, samo v tem času interneta, je težko, da bojo v bistvu dejansko oni ta prvi. Mislim, da bojo kakšni. Zdaj, preden se bo ta sporočilo, da je kraljica umrla, se bo zgodil, v bistvu bojo vsi voditelji, se bojo v črno mora biti napravljeni. Ne. In te obleke v črne imajo v bistvu na televiziji že spravljene. Ker, veš, kraljica lahko umre zdaj, in to je treba takoj pol. Posneti. Ne moreš domov laufati. Pa po črnicu, ne. V bistvu pol, kaj se zaveda, za zastave bodo na polovici drugov, ne. Posod, razen kraljeve zastave, zato ker zmer je monarh, je zmer v državi, ne. Tudi če umre en, ga takoj nadomesti drug in tista zastava bo pač zmer vesela. Ok. Kaj sem hodil? Da imajo v bistvu te televizije, pa radi imajo že pogodbe z različnimi strokovnjaki, da bodo govorili o kraljevi družini, o Elizabeti, tako da imajo že naprej v bistvu vsi že vejo. Se pravi, so že tekst naredili, že vsi v bistvu vejo, da ti bo šel, kaj ti bo šel na BBC, ti bo šel, in takrat se bo pač dokumentarce delali, pa tako naprej. Je to že vse zmeden. Kdo bo kje govoril? Kdo bo kje. Ja, cool. A pa so že posneli tudi, ziher so že kaj posneli? Ja, se pravi, vadijo to po mojem enkrat na let, kako bo vse to potekalo. Pol bo 12 dni žalovanja bo. In v teh 12 dneh ne bo smela televizija nobenih humorističnih nadaljevank ali pa česarkoli. Tudi na radiju bo v bistvu sam neka določena muzika, bo taka otožna, pa tako naprej. Pol recimo parlament, se pravi London, ne, kot mesto bo dejansko skoraj zamrl, zato ker bodo vse zadeve ne bojo smele biti odprte. Ne sicer vseh 12 dni, ampak vsaj nekaj. Pa tudi v bistvu šport, zato ker to neko pač spoštovanje bodo do kraljice oziroma do kraljeve družine na ta način pokazali. Tudi kakšne športne prireditve se ne bodo igrale. Če se pa bojo pa pred vsako tekmo mogli, se pravi himno, izvajati.
Če je v Angliji, seveda. Ja, seveda. Če so pa Angleži nekje druge, pa ne brž. No, to ne vem. Ne vem, bomo videli. Če v lik slučajno, ja. Ja, ok, 9 dni po smrti bo pogreb, do takrat bo pa v bistvu ležala ona v Westminsterski palači. Pogreb bo pa v Westminsterski opati. Predvideva se, da bo pogreb spremljal več kot 4 milijarde ljudi, pa da bo v bistvu, se pravi, itak bodo povabljeni vsi te najvišji predstavniki raznih držav. Ne? In to bo mogoče največji zbor voditeljev držav. Ne? Do zdaj je samo na enem pogrebu je bilo največ teh voditeljev skupaj zbranih 209 delegacij z več kot 120 držav. Veš, izker približno. Če si kaj sana na pogreb koga? Ali ja, od najbrž Diane. Od Tita. A ja? Pogreb je bilo največ. Od Tita? A ja, jaz sem zdaj čisto v Angliji. No, ja, sej. Ok, pol so pa v take bistvene zadeve. Ko pa Tito jih je imel največ? Ja. Tito je bil kolega iz vsemi. Ja. Zanimivo, vidiš, to tudi nisem videl. Cool. Pa ja, ta bistvena. Himna se bo spremenila. Ja. Ne bo več God Save the Queen, ampak bo God Save the King. Ja. Zakaj? Ker je zdaj Ker bo Charles. A je Charles, ja. Bo v bistvu predsednik kralj rata. Tudi denar, ne, se bo spremenil, komplet. Ja, ker je zdaj kraljica gor. Na vseh bankovcih je kraljica, ja. Pa bo pa v bistvu od Charlesa portret gor. Aha, ojoj. In kralj Charles, ja, bo imel, se pravi, ker bo imel kronanje, bo šel najprej po Veliki Britaniji, pa verjetno še kam okrog, seveda, ne. Zakaj? Zato, ker bo verjetno mogel imeti kar velik dela, ker se predvideva, kar se dejansko zna zgoditi, da bo razpadel Commonwealth. Se pravi, Avstralija, da že hočejo, da imajo predsednika, nočejo imeti več, da je kraljica. Ja. Pol tudi Kanada se nekaj upira, in Nova Zelandija in tako naprej. Tako da bo kaj tako se bo zgodilo. Zanimivo, kako bo to. In pa v bistvu za konec dejansko predvidevam v času najnega življenja vsaj, ne bova več kraljice doživela. Bodo sam še kralji, ne. Imaš Charlesa, pol naslednji je William, pol naslednji za njim je že George, se pravi sin njegov, in tako naprej, tako da zdaj imaš 3 v vrsti, ki so kralji, tako da mogoče doživljamo zadnja leta kraljice. Bo pa v bistvu to... A ni bilo zdaj ful dolg kraljica? Ja, ona v bistvu najdel... V Angliji. V bistvu več kot 65 let je že kraljica. Ja. Ja, no. In ja. Se pravi, kdo je bil pa pred njo? Ni bila tudi... Ne, pred njo je bil njen oče, se pravi Jurij VI. Ti misliš najbrž Viktorijo. To ja. Viktorija je pa njena prababica. Aha, prababica. Ona je bila pa tudi ful dolga, ni bila? Ona je bila... Prej je bila, ne vem, 63 let, zdaj je pa ona prehtela. Aha, ona je bila najdalj, zdaj je ona... Zdaj pa v bistvu Elizabeta. To sem jaz imel v glavi. Ja. Ampak, lej, zaenkrat je še v redu. Se pravi, zdaj si ti povedal, kaj se bo zgodilo. Zdaj pa imamo mi dokaz, da mi dva sva to napovedali, mislim, da pa da vidimo, koliko bo dejansko tega res, ko se bo to zgodilo, bova dala ta filmček, pa da vidimo, če se je res to zgodilo, kakor sva dele rekla. Ok, to je pa to za današnjo oddajo. Smo še kaj drugega za pripravljenega? Ne, če si imel ti kaj. Nič. To je to, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Čau!